Dober dan, dobrodošli oziroma dobrodošle nazaj v drugem delu vloga o tem, kako delno postenje vpliva na žensko populacijo. Prejšnjič smo si pogledali, kako v bistvu kalorijski deficit vpliva na žensko populacijo nasploh, pa smo si pogledali par raziskav in kaj kaže glede postenja oziroma glede delnega postenja na ženska telesa. Danes si bomo pa pol pogledali, kako sem jaz pol iz vseh raziskav, ko sem jih pa že zdaj prebral, ekstrapoliram na splošno populacijo oziroma na svoje stranke, pa kakšna so moja priporočila. Danes bi se na začetku v bistvu rad zahvalil prvo vsem puncam oziroma ženskam, ko so mi pisale, ker je bil feedback za prvi del vloga o postenju na ženski populaciji ful dober, teda ste mi dali motivacijo še, da bom mogoče v prihodnosti naredil še kak vlog v kaki temi več, prav splošno za žensko populacijo. Da, če ima kjera kako idejo, mi prosim samo napišite, pa bom kakor bo cajt, pa če bo dosti podatkov, pa da bo zanimivo, bom itak brez vprašanja naredil vlog. Pol bi se rad zahvalil pa še vsem svojim Patreon podpornikom. Moram reči, da je v bistvu december po moje najboljši mesec letošnjega leta, ker sem dobil že 4. novega podpornika v decembru. Tako da hvala lepa, vi v bistvu skrbite, da se moj kanal razvija, pa da imam ideje, pa da se lažje izobražujem v to smer, ko pa zdaj grem. Ok, zdaj ne bo že kar začnemo. Začeli bomo z mlajšo populacijo in sicer z dekleti oziroma z mladimi ženskami. V moje knjigi vse pod dekleta in mlade ženske spadajo, ko so mlajše od 16 let, oziroma v tem primeru, ko se gre za delno postenje pa prehranske strategije nasploh, bi celo mogoče rekel, da do 18. leta vse spadate pod dekleta oziroma mlajše ženske. Moje osebno priporočilo zdaj v tem obdobju je, da se je tu predvsem potrebno osredotočiti na to, da boste znali ločiti, katera hrana je bolj hranilna, katera hrana je manj hranilna in nasploh, kaj pomeni pač apetit in kaj ga lažje nadzorujemo, pa katera hrana mogoče boljše vpliva na vaša telesa, pa malo slabše, to je itak odvisno od posameznice. V tem obdobju jaz nasplošno se ne bi posvečal nekem delnem postenju, nekim raznim prehranskim strategijam, ampak bi bolj razvijal neke optimalne oziroma malo bolj fajne, zdrave prehranjevalne navade, kjer se lahko bolj osredotočimo, kdaj je pravi čas jesti kak obrok, na kak način se obroki sestavijo, pač nasploh o optimalnih prehranskih navadah. Seveda vse to s poudarkom na individualizaciji. Vsaka je za sebe svet in na vsako bojo hranila pač drugače vplivala. Teda res je potrebna individualizacija, tako pač pri vseh stvarih, ki se pač dogajajo v našem lifeu. Teda zdaj, če bi zaključil, za to obdobje, po mojem mnenju, delno postenje, ko se pač o tem zdaj pogovarjamo, ne pride v poštev, tudi ne kakšna druga, bolj ekstremna prehranska strategija, razen če se srečujemo z določenimi stanji. Tako je na primer ketonska dieta mogoče lahko pomaga pri nekih stanjih, ko ima neke epileptične napade, karkoli. Delno postenje lahko pri določenih stanjih pomaga, ampak to se vse treba posvetovati z zdravnikom oziroma z enim, ko zna v tej smeri več kot jaz. Naslednja skupina ste ženske, to bi dal v bistvu vse, ko ste nad 18 let, pa vključil bom tule zdaj v primeru delnega postenja tudi ženske po menopavzi, zaradi tega, ker raziskave približno kažejo iste učinke na ženskah, pa na ženskah kao po menopavzi. Po mojem mnenju je to v bistvu najboljša skupina, kjer se lahko pač pol igrate z različnimi prehranskimi strategijami, ena od teh je lahko tudi delno postenje. Ampak v kakršnokoli prehransko strategijo bi se jaz spustil, bi prvo poskrbel, da je nadzorovanih par stvari. Prva stvar je akutni stres, pa kronični stres itak. Druga stvar je spalni cikel oziroma nasploh spalna higiena. Če nasplošno nimamo nekih deficitov v prehrani oziroma z drugimi besedami, če rečem, da je naša prehrana kolikor toliko optimalna oziroma vaša, in pa, ko je tudi fizična aktivnost pol na nekem približno onem zdravem nivoju, taka, ko so pač priporočila, se bo zdaj tukaj pokazala, ko jih pač zdaj priporoča. Se pravi, ko je vse to zadosteno, pol se pa lahko mi začnemo igrati z raznimi prehranskimi strategijami, z raznimi kalorijskimi deficiti, z delnim postenjem, s čemerkoli. In tam mislim, da ima pol delno postenje največ koristi, ko pač seveda zadostimo vsem prejšnjim povedanim stvarem. Se pravi, ja, za to skupino bi delno postenje priporočal, ko se gre za dosego nekega specifičnega cilja, ker tudi same raziskave, tako smo že v prejšnjem vlogu pogledali, kažejo, da lahko vplivajo na skeletno pa mišično zdravje, še posebej pri ženskah po menopavzi, pa še na druge pozitivne učinke, ko jih pač ima, ampak to smo prej pregledovali, tudi zdaj ne bom preveč se v to spuščal. Ok, naslednja skupina so pa nosečke in postenje. Velikokrat dobim vprašanje, če bi se lahko med nosečnostjo postila, in sem rekel pač, da moram to nujno odgovoriti. Zdaj to je pa v bistvu malo tek pol. Če se odločaš za nositi,
Pol jaz osebno, glede na raziskave, ki jih ni veliko, oziroma bolj kot ne sploh ni, glede nosečnosti in delnega postenja, jaz osebno delnega postenja v tem obdobju ne morem priporočati. Je pa druga stvar, bi ga pa osebno močno priporočal, oziroma nasploh, da si pač uredimo prehrano in življenjski stil pred tem, da se proba zanositi, zaradi tega, ker se vedno več pojavljajo ljudje, ko dejansko ne morejo zanositi, ker so pač naprimer metabolno nezdravi oziroma predebeli, ali pa celo, da imajo možnost zaradi njihovega slabega zdravja, pač imajo pol otroci slabšo genetiko oziroma pač imajo slabše izide potem, ko se rodijo. Tam bi pa dejansko, po moje, od vseh strategij, ko jih lahko ubereš, bi najbolj priporočal delno postenje. Ampak to je v obdobju še prej, da se odloča zanositi, zato da si zrihtaš metabolno zdravje, tako da boš pol, ko se boš potrudila pa zanositi, pa to pa bo zanosla, bo za zarodek boljš. Se pravi, delno postenje je po eni strani, po mojem mnenju, dobra strategija za izboljšanje metabolnega zdravja nasploh, pred tem, da se pač proba zanositi, ko pa enkrat se trudiš zanositi, pa si že kolikor toliko zdrava, oziroma medtem, ko pač si pol noseča, pa jaz osebno delnega postenja zaenkrat ne morem priporočati, ker še nisem videl raziskave, ko bi kazala pozitivne oziroma tudi negativne učinke. Ok, zdaj obdobje med nosečnostjo, ko že enkrat zanosiš, je načeloma isto, samo da tu bi delno postenje čisto izločil, tudi če se gre iz vidika, da hočeš kalorije nadzorovati, zaradi tega, ker veliko kera misli, da pač ko bo pa zanosla, bo pol mogla jesti, ne vem, 1000, 2000 kalorij na dan več. Dejansko to sploh ni res. Lahko bi zdaj sicer šli to razdelati, kar mogoče bom šel v kakem naslednjem vlogu, če bo kera izrazila željo, ampak ne vem, v prvem mesecu, dveh se povečajo kalorije, samo tam od 300-500 kalorij naprimer na dan, da je kalorijski vnos malo višji. In to tudi ne pomeni, da se moraš med nosečnostjo ful zrediti. Pač to, da se ful zrediš, ni prav oziroma ni normalno, malo se pa itak moraš zrediti oziroma vsaj povečati telesno maso, zaradi tega, ker pač enostavno drugače ne gre. V glavnem, delno postenje tu ni ena od strategij, ko bi jo jaz uporabljal oziroma jaz priporočal, da se dela kot nadzorovanje telesne teže ali pa karkoli. Tudi če se pojavi una sladkorna nosečniška bolezen, to tudi lahko v kakem drugem videu govorim, ampak tudi zato jaz ne bi uporabljal delnega postenja, vsaj ne za enkrat, ker še ni nobene raziskave, ko bi res lahko zagotovil, rekel, da pač ima neke pozitivne učinke. Bi pa dal, samo da še zaključim toto, bolj poudarek na optimizaciji hranil med nosečnostjo. Zdaj, sam dodam primer, najboljši primer so v bistvu omega-3 maščobne kisline, ki bi jih v obdobju predvsem od 2. do 5. meseca tam približno jaz osebno ful priporočal povečati. Itak bi jih celo nosečnost povečal, ampak v tistih 3-4 mesecih še bolj, zaradi tega, ker so ful pomembne za razvoj dojenčkovih možganov. Tako da v bistvu to je pol to. To bi jaz bolj priporočal med nosečnostjo, ko pa sam nek kalorijski deficit, pa delno postenje, pa neke čudne prehranske strategije. Ok, zdaj sem pa za na koncu v bistvu dal še eno skupino, ko je pa po mojem mnenju najbolj dovzetna za vse negativne učinke kakršnekoli prehranske strategije, in to so športnice oziroma vrhunske športnice. Zdaj za športnice itak velja isto. Vsi pozitivni učinki, ko se jim lahko zgodijo na delnem postenju, tako kot vsi negativni učinki, ko se jim lahko naredijo na delnem postenju, so isti kot pri kjerikoli drugi populaciji ženski, ampak so samo bolj dovzetne. To pa izpirajo v bistvu zaradi tega, ker so itak skozi pod višjim stresom, vsaj fizičnim, zaradi tega, ker pač trenirajo, predvsem vrhunske športnike, in so ful dovzetne za kakršnokoli spremembo. Druga stvar je, da imajo že tako nižje deleže maščobne mase v telesu, kar tudi ni glih najbolj optimalno že samo po sebi, tako da tudi kakršnakoli strategija, tako sta kalorijski deficit pa delno postenje, ki bi lahko delež maščobe še znižalo, lahko poslabšata pač stanje. Zdaj, če pa tu v bistvu razdelam dve podskupini, so pa tiste športnice, ko so naprimer v pripravljalnem obdobju, to pomeni, da je intenzivnost treningov večja, napori so večji. Tam bi absolutno, sploh niti ko bojo raziskave prišle ven, verjetno ne bo se pokazalo, pač po mojem mnenju, kakih pozitivnih učinkov. Tam bi absolutno izključil delno postenje ali pa kalorijski deficit nasploh. Tam bi dal ful poudarek na tem, da tisti trenerji, ko jih pač imate, oziroma pač imate kakega nutricionista, da se res osredotočite na to, da je kvaliteta hranil fajna, da je timing hranil tako, je treba, še posebej, če je več treningov na dan, pa da pač ne prihaja do kalorijskega deficita. Potem imamo pa drugo obdobje, pa v bistvu obdobje pred neko sezono, oziroma še celo pred pripravljalnim obdobjem, ko ste vse bolj v easy, intenzivnost treningov je manjša, količina treningov je manjša, pa mogoče celo za določene športe, kjer je potrebno zgubiti kak kilogram prej, ko so pa naprimer pač vage pomembne, tam bi mogoče lahko ukorporirali delno postenje kot strategijo, ker moje mnenje je še vedno iz tega, kar vidim,
da bi lahko delno postenje ohranilo več mišične mase kot sam kalorijski deficit. Ker zdaj, če bo hotela zgubiti maso, bo tako ali tako mogla iti na nek kalorijski deficit, če bo pač hotela zgubiti. In zdaj jaz bi pač naredil delno postenje s tem, da bo pač kalorijski deficit doseglo, zaradi tega, ker se mi zdi, oziroma je moje mnenje zaenkrat še vedno, da bo ohranila več mišične mase. Ampak to mislim, da je edini primer, oziroma edino v tem primeru bi priporočil delno postenje za športnice. Drugega primera ne vidim, kjer bi bilo za športnice dobro inkorporirati delno postenje v pač režim. Zdaj, na primer, to raziskavo sem dal noter glih zaradi tega, ker ful dobro kaže, kako močno lahko vpliva pa kalorijski deficit, na primer, na športnice. Pač vse gre skozi metabolno stanje, gre skozi pač vse. Tako da, če koga zanima, pač si lahko gledate to raziskavo, oziroma priporočam predvsem športnicam in njihovim trenerjem. Naprimer, en benefit, če vidim, ko se bo pač, naprimer, če se bo delno postenje začelo izvajati med tistim nižje intenzivnim obdobjem, bi lahko koristilo pri tem, da bo telo postalo bolj učinkovito pri nalaganju glikogenskih zalog, kar je naprimer pri vzdržljivostnih športih ali pa nekih športih, kjer je več kot 800 ali pa 1000 metrov ful pomembno, zaradi tega, ker se pač prečisti oziroma sprosti malo več glukoznih transporterjev. Ampak zdaj ne morem reči, da študije kažejo to prav na športnicah, pa da res povzroči višje nalaganje glikogena, ampak po mehanističnem delovanju več glukoznih transporterjev, ko je fraj, boljša je inzulinska odzivnost in boljše bomo nalagali glikogen. Zdaj pri fantih jaz to ful izkoriščam, pač tudi pri športnikih, zaradi tega, ker vidimo, da dejansko deluje. Ampak, če imaš že ti neke ustaljene navade, da imaš spalne navade v redu, da imaš fizično aktivnost itak v redu, če si športnica, pa da so prehranske navade, kakor to ok, je že tako ali tako bolj kot ne nalaganje glikogena na ful visokem nivoju. Zdaj, z delnim postenjem, če je fajn nadzorovano, bi lahko mogoče za kak procent ali pa 2 testo nalaganje premaknili, to je bolj kot ne moja teorija, ampak še vseeno, če se že igramo s tem, mora biti ful nadzorovano. Ok, zdaj smo pa na koncu še pogledali v bistvu še 2 stvari, ko sem jih pa obljubil na koncu prejšnjega videa, o čem bom govoril, pa se mi zdi tudi ful pomembno, da bo malo lažje, če se bo kera odločila za delno postenje, pač ga izvajati. Prvo se bomo osredotočili na hranila. Najpomembnejše je po mojem mnenju omeniti itak pri vsaki populaciji, starostnikih, moških, ženskah, karkoli, ampak še posebej pa pri puncah oziroma ženskah, in to so beljakovine. Že tako ali tako opažam, da tudi če se je preveč, če je kalorijski suficit, da se redimo, opažam, da je v prehrani današnjih punc, večine punc, premalo beljakovin. Zdaj, da že kar na začetku razčistimo, da naprimer telo je sposobno absorbirati toliko beljakovin, ko mu jih mi damo. Res je pa, da bomo absorbirali približno v povprečju 10 gramov beljakovin na uro. To pomeni, če bomo v obroku zaužili 50 gramov beljakovin, ne bomo zdaj tega kar začeli nalagati, če ne bomo imeli kalorijskega suficita. Ampak se bojo pač prebavljali 4 do 5 ur. Še vseeno jih bo telo sposobno absorbirati. Zato, ker to vidim, da se veliko kdo boji, pa velikokrat se pokaže, da ljudje mislijo, da je 20 do 30 gramov beljakovin optimalno, da več jih pa naše telo ne bo prebavilo. Tako da ne. Tudi če boste imeli naprimer manj obrokov, pa da teže jete, poskrbite, da je v tistem obroku večja količina beljakovin, bo pač za bolj dolgo trajalo. Zdaj, jaz bi priporočil minimalni dnevni vnos beljakovin 1,6 grama na kilogram telesne teže, pa tam do 2 grama na kilogram telesne teže. To je pol odvisno od ciljev, pa od preferenc, ampak tu noter vmes nekaj bi se izgibal. Zdaj, ni važno, ali imamo kalorijski deficit, imamo kalorijski suficit, ali imamo maintenance, karkoli, beljakovine se ne gibajo tule nekaj vmes. Zdaj pa, če si pa vegetarijanka, oziroma predvsem, če si veganka, pa poskrbi, da boš v vsakem obroku imela 2,5 grama levcina na obrok, pa da boš beljakovinski dnevni vnos povečala za 30%. Se pravi, če bi normalno šla na 2 grama na kilogram telesne teže, gre zdaj v bistvu na 2,3, 2,6, se mi zdi, grama na kilogram telesne teže. Zaradi tega, ker so manj biorazpoložljive. Če te to zanima, se bo zdaj tu gor pokazala siva ikonica, pa lahko greš na tisti vlog, ko sem govoril o beljakovinah, pa kako se razlikuje rastlinske pa živalske. Ok, gremo zdaj na ogljikove hidrate pa maščobe. To sta pa v bistvu 2 energijska substrata, ko jih pač telo lahko izkoristi za kognitivno energijo, za mišično energijo. In bi se prvo osredotočil na maščobe, zaradi tega, ker jaz vedno tako naredim, da priporočam predvsem ženskam od 0,8 grama na kilogram telesne teže na približno 1,2, tam bi se nekaj vstavil, grama na kilogram telesne maščobe, na telesne teže maščob.
In pol, glede na tet vnos maščob pa beljakovin, ko to zadostimo, gremo na ogljikove hidrate, ki jih bomo pač dali glede na to, kako aktivnost bomo mi imeli čez dan. Se pravi, če ste športnica, imate 2 treninga, pol pa so ogljikovi hidrati višji, pa mogoče maščobe malo nižje, če je pa obratno, če hočete imeti pa nek približno skozi celodnevno energijo, kakor toliko isto, pa jaz ponavadi grem na višji procent maščob, pa na čist malo manjši procent ogljikovih hidratov, ker iz izkušenj zdaj vidim, da to mogoče malo bolj deluje. Za športnice bi priporočil še to, da se v bistvu ogljikovi hidrati, večina ogljikovih hidratov zaužije pred treningom, po treningu, pa mogoče tudi celo med treningom, odvisno kjer šport je, pa pred spanjem. To pa zaradi tega, ker ogljikovi hidrati pred treningom bojo poskrbeli za energijo med treningom, ogljikovi hidrati po treningu bojo poskrbeli za nalaganje glikogena, ogljikovi hidrati predvsem enostavni pred spanjem bojo pa poskrbeli za to, da bo globok spanc, pač, da ga bo več, pa da bo nasploh spanc bolj kvaliteten, zato ker bomo tudi prej zaspali. Isto bi pa pri splošni populaciji priporočal predvsem ogljikove hidrate okoli neke aktivnosti, če je kakršenkoli sprehod ali pa če greš na vrt nekaj delati karkoli, pa okoli večerje oziroma za večerjo, iz istega principa pa zaradi boljšega spanca. No, in kako bi jaz v bistvu zdaj začel z delnim postenjem? Zdaj, glede na to, da delno postenje pomeni samo premik okna hranjenja, sem iz izkušenj videl, da najbolj paše ljudem in moškim in ženskam, da se dejansko prestavi samo zajtrk za malo kasneje. In v bistvu s tem delamo že delno postenje, ko zajtrk prestavimo ali pa zajtrk preskočimo, pa jemo pol prvi obrok namesto ob 7, ob 10 ali pa 11, pa je itak zajtrk, ampak ga pač poimenujemo zdaj prvi obrok, zato ko ni več tako zgoda. Zdaj pač še vseeno je najbolj pametno, isto pri moških delam tako pri ženskah, da se začne, če je zdaj ponavadi, ne vem, ob 7 prvi obrok, pa ob 8 zvečer zadnji obrok, pač prestaviš zajtrk na 8 uro zjutraj, se pravi za 1 urco. Pa vidiš, kaj se zgodi s tvojim telesom, pa en teden to opazuješ. Pa vidiš, če ti paše, ga lahko premakneš še za pol ure ali pa 1 uro do 9, pa vidiš, da ti tam paše, pa greš spet naprej, dokler da pač vidiš, da je že pa mogoče malo prepozno zajtrk. Pol je pa druga stvar, ko v bistvu pa priporočam, da je večerja tam 2 do 1 uro pa pol pred spanjem. Tako sem sam videl, pa tudi iz izkušenj videl, da je nek najbolj optimalen čas za večerjo, zaradi tega, ker lahko malo več pojemo, malo več ogljikovih hidratov, pa pol ne vpliva to slabo na spanj, zaradi tega, ker bi se naprimer tik pred spancem preveč najedli. Tako da, če gledaš, ne vem, da je zadnji obrok okoli 8, ker naprimer rečemo, da gremo zdaj ob 10 spati, ko jaz, pol pač glede na tisti čas, da je večerja ob 8 zvečer, tam vmes narediš prehransko okno, ko ga pa cilaš in pol dejansko živiš, da boš mogla zajtrk zaužiti. Ok, zdaj pa še nasploh, glede okna hranjenja, pa velja dejansko za ženske isto, kot pa za moške, samo da pač tu se samo ure razlikujejo. Za moške priporočam tam od 13 do 18, včasih celo do 20 ur delnega postenja, če je kako posebej, kak cilj ali pa karkoli, zaradi tega, ker si lahko še vsem malo več privoščimo kot ženske, ker nimamo pol takih težav s hormoni, ampak je pa ful odvisno od maščobne mase. Če ima pa naprimer več maščobne mase, pač lahko proba več izvajati. Isto je pri ženskah, samo da tam pa dejansko do zdaj še nisem priporočal daljšega okna, ko je bil pa 15-16 ur, ampak ponavadi priporočam nekaj med 10 pa med 14 ur. Se pravi, da se 10 ali pa 14 ur ne je. In pol lahko v bistvu pogledamo je razmerje 14-10 in ne 16-8, tako se ponavadi pač promovira delno postenje. Teda ja, to je pa v bistvu to glede postenja pri ženski populaciji, pa glede nekih mojih priporočil. To sem zdaj dal okvirna priporočila, to je tako se mi zdela pač bolj pomembna. Zdaj pa, če bi prišlo 10 žensk k meni pač po svet, bi verjetno imelo 10 drugačen princip izvajanja delnega postenja, hranila bojo drugače razporejena, kakorkoli. Tako da, pač posvetujte se z enim, ko ve vsaj toliko jaz, oziroma boljše, če ve več. Ok, tako sem rekel, postenje priporočam, ko se gre za dosego nekih določenih ciljev, in to je naprimer izboljšanje metabolnega zdravja, izgubo telesne mase, nadzorovanje določenih hormonov, tako je naprimer kispeptin, ko smo govorili prejšnjič, nadzorovanje telesne teže nasploh, nihanje krvnega sladkorja, pa mogoče, predvsem v dopoldanskih urah, povišanje kognitivnih sposobnosti. Takrat jaz priporočam delno postenje. Ampak seveda v skupinah, ko sem prej omenil. Bi ga pa tudi priporočil, če se dogajajo s telesom kakšna posebna stanja, tako je naprimer Crohnova bolezen. Sem tudi v prejšnjem videu, čisto prvem videu v delnem postenju govoril, kako smo eni punci rešili, celo življenje imela Crohnovo bolezen, pa kako se je pol izboljšala.
ampak tam smo naredili napako, ker je bila pač že toliko obupana, da je takoj probala, ni se posvetovala z zdravnikom, pa smo srečo imeli, da je pač šlo fajn skozi, dokaj je bila pridna, pa pač je očitno koristilo. Še vseeno, če imaš kakršnokoli posebno stanje, da je neka bolezen, naprimer tako Chronova ali pa tako Alzheimer, karkoli, prvo se posvetuj z zdravnikom, pol pa idi magari do nekega nutricionista, pa mogoče dobiš mnenje od obeh dveh, se ona da skupaj poseda, da se ona da pogovoriti na karkoli, da skupaj rešite, kaj je najboljš za tvoje stanje. Ne zdaj, ker zato, ko sem jaz to rekel, pa ker probi dela, če imaš Crohnovo bolezen, ker dejansko, če se ne dela nadzorovano, lahko Crohnovo bolezen še poslabšaš. Sam pač vedno v bistvu delam tako, da ko prije ena do mene, pa jo zanima delno postenje, oziroma jo jaz vprašam, če jo bo zanimalo delno postenje, vedno upoštevam spalne cikle, spalne navade, kalorijski vnos, lifestyle nasploh, koliko je pod stresom, pol ocenimo, če ne to sploh paše, kako se ona pač subjektivno počuti, pač vse to moraš upoštevati, še posebej, ko se gre za neko bolj ekstremno prehransko strategijo, tako je pač naprimer delno postenje, oziroma neko novo prehransko strategijo. Ok, mislim, da sem povedal vse, kar sem hotel. Če te kaj posebej še zanima, pač kako bi na tvoje telo ti kaj prilagodila, mi piši v komentar ali pa v zasebno, pač če ti je narodno v komentar, sploh ni panike, pa če vidiš, da bo mogoče to, kjer je koristilo, ko mogoče pretirava, oziroma bi jih nasploh koristilo, da bi probala delno postenje, je fajn, če delite video, oziroma si ga pošljete naprej, ko tudi pač meni tako koristi. Hvala lepa za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!